In na koncu je pa še rekel, da sem ga hotel enkrat nategniti. Majčkeno me je to zabolelo tudi zato, ker te njegovi podcasti, ki sem jih z njim posnel, so imeli zelo veliko negativnih komentarjev, rekordno veliko, še več kot Martin Strel. In jaz sem ga vedno zagovarjal. In sem ga neumorno zagovarjal, ne, tako da... Lej, Roman, jaz ti moram po pravici povedati, da nisem bil tak car, da bi ženske do mene hodile tako, kot zgleda, da so do tebe. Niti nisem bil lep tako, jaz sem ženske lovil na taktiko. Najhujša je pa ta, ki si rekel, da sem te hotel nategniti. Ne, da sem te hotel, ampak se mi ti nisi dal. Priznam, da sem bil presenečen in tudi razočaran, ko sem včeraj pogledal video od Romana Vodeba, v katerem je povedal mnenje o moji knjigi z naslovom Vse se da, če se hoče. Dober je skritiziral in knjigo in mene. Presenečen pa razočaran nisem, zato ker je Roman skritiziral knjigo in tudi mene, ampak predvsem na kakšen način je to naredil. Jaz zdaj predlagam, da če še tega videa njegovega niste pogledali, si najprej pogledajte ta njegov video, pa potem gledajte naprej tega mojega. Link do Romanovega videa imate v opisu tega videa, tako da če ga niste pogledali, si pejte prej to pogledati. Za Romanom Vodebom sva drugač znanca. Ne neka posebna znanca. Jaz sem dvakrat z njemu posnel podcast. Tudi tu imate linke v opisu tega videa, si lahko pogledate. Srečala sva se tudi na srečanju, ki ga organizira TV3. To je bilo lansko leto polet, sva se tudi malo pogovarjala. Sva kdaj kaj na vezi, prek sporočil na socialnih omrežjih. Zdaj, kakšen mesec nazaj, me je pa prosil, če mu lahko pomagam pri promociji njegove 400. ponovitve Razočarana gospodinja pri seksologu. Jaz sem seveda to rekel, da brez težav, ker je pač tudi on bil dvakrat gost v mojem podcastu. In sem tudi šel kar resno v reklamo, pa tudi za podporo sem tudi jaz sam kupil karto in šel gledati to predstavo. Takrat, ki je bil Roman, ta drugič, se pravi letos polet, na gost mojega podcasta, sem mu tudi podaril to mojo knjigo. Podarim jo vsakem gostu, ki pride, ne? In večinoma jih reče, da jo bojo prebrali. Roman Vodeb je pa po pravici povedal, da jo ne bo, da nima časa, da ima dosti drugih knjig za prebrati. No, jaz gostem, tem, ki podarim knjigo, tudi rečem, lej, ne pričakujem, da boš knjigo, da je zdaj, ki sem ti jo podaril, da je pa moraš prebrati. Običajno rečem, lej, saj tukaj si časa vzem pa kazalo prelet, če te bo pa kazalo prepričalo, potem boš prebral, če te pa ne bo, pa pač ne bo. Jaz vem, da za takole knjigo rabiš nekaj časa in če ni ti všeč, zakaj bi jo bral. Da je to res, kar sem zdaj povedal, ste lahko videli v videu, ki ga je posnela Lea Mederal, kjer je pohvalila mojo knjigo.
da je začetek začela brati in je tudi rekla, mi je Tomaž dal to knjigo, pa je rekel, lej, če hočeš prebrati boš, če ne, pa sem jaz rekla, seveda je bom prebrala. No in od nje tudi še čakam mnenje, upam, da ga dobim, ko bo celo prebrala in bom to tudi z veseljem objavil. No, zdaj si pravim, vsi reče skoraj, da bojo prebrali, ampak verjeten, kjer tudi misli, da jo bo, pa je pol nima časa. Roman je pa po pravici povedal, da jo ne bo, kar tudi cenim. Jaz sem mu sicer rekel, Roman, ti tam enkrat si rekel, da tam na klepetu tu ob kavi iščeš razne paciente, ki so malo čudni, da jih lahko pol analiziraš. Pa sem jaz rekel, veš, jaz sem tudi malo čuden pacient, tako da mogoče bi bil tudi jaz zanimiv, da me analiziraš. Sem rekel, zato ne vem točno, kaj sem mu rekel, ampak verjetno sem mu rekel, dej, malo prelistaj, oziroma vsak mu rečem, pejt kazalo čez, pa če te bo kazalo naslovi poglavji prepričal, pol ber, če te ne bojo, pač ne bojo. No in pol, ker Roman to predstavo mu, se verjeten čutil malo dolžen ga mu, ki sem mu pomagal pri reklami, pa tudi prišel sem, da mi pa on to naredi. In je rekel, lej, bom majčkeno pogledal tvojo knjigo, pa nekaj napisal, posnel, sem rekel, super, če boš. No in pol mi piše pred kakšnim tednom, ali pa še manj mi piše, da je malo pogledal, 50 strani, da je prebral in da pač ni nič tacga noter, da bi pohvalil. Sem rekel, lej, ti vsem posnam video, povej tako, kaj je, ne želim, da nič olepšuješ, pač tako, kaj je. No, tlele bom zdaj tudi objavil ta najem pogovor, tako da si preberite, kako sva imela komunikacijo. No, zdaj, to ste si pogledali. No, in včeraj zjutraj pa jaz vidim, da je video objavljen, seveda ga z veseljem pogledam. Na začetku sem se smejal, no, potem me je pa majčkeno začelo motiti, da me je naslavljal da sem budala, kaj je še bilo vse, da sem vaški posebnež, v glavnem butelj, to je tudi bilo, Dobro, jaz sem ti res rekel, da ti meni povej mnenje v knjig, ampak zdaj tudi že kdo je mene za kakšen mnenje vprašal, pa čeprav bil slab, nisem dodajal besede, kot so butelj, vaški posebnež in podobni. Se res, da niso z Romanom neka kolega, pa sva znanca in mene tudi, če me bi popoln neznanc vprašal za neko mnenje, pa da če bi mu ga povedal, tudi če bi bil negativen, ampak bi mu ga povedal na lep, kulturen način. Te besede so se mi popolnoma ne zdele, ne vem, zakaj jih je mogel noter uporabljati, ker jaz sem mislil, da so nekako, ne da so prijatelji, ampak znanca, ki spoštujeta drugega in so tudi nekako spoštljiva do drugega, Jaz se tudi marsikakšno stvar z njemu nisem strinjal, pa mu nisem šel pisati, ti butelj, tule pa ni tako, Jaz mu sploh nisem šel nič pisati, S tem majčkeno me je to zabolelo tudi zato, ker te njegovi podcasti, ki sem jih z njim posnel,
so imeli zelo veliko negativnih komentarjev, ma rekordno veliko, še več kot Martin Strel. In jaz sem ga vedno zagovarjal. In sem ga neumorno zagovarjal, ne? Tako da, sej, ko sem to slišal, pa bil razočaran, sej nisem bil razočaran nad njemu, bil sem razočaran nad seboj, ko sem si rekel, ma kakšna budala sem bil, jaz ga tu hvalil, posod zagovarjal, manj zdaj pa butelj, budala, vaški posebnež, da je moja knjiga uredna pol kurca hladne vode ali pa mrzle vode, no pol na konc, pa da sem da predrago prodajam svojo knjigo in na konc je pa še rekel, da sem ga hotel enkrat nategniti. Tu mi je bilo pa vse skup malo čudno, ne? Tako da tu mi ni bilo pa, bom čisto po pravici povedal, da mi ni bilo všeč, ne? Tako da, Roma, ne, moram par komentarjev dati na vse to, kar si ti povedal. Čeprav boš rekel, nekaj zdaj komentiraš, si prosil, naj povem, ja, imaš prav, prosil sem za mnenje, ampak sem vsem mislil, da ga boš malo drugače povedal, ne, pa se pravi tiste stvari, da otimam denar ljudem, pa take zadeve, veš, to bi lahko spustil, pa da sem jaz tebe nategnil, ne, zdaj tudi, če ti misliš, da sem jaz tebe hotel nategniti, ne, mislim se, ne da sem te nategnil, da sem te hotel nategniti, se popravljam, da ne bo kaj narobe razumel, da sem drugače povedal, kot je on povedal, ne. Zdaj, če ti misliš, da sem te hotel nategniti, ne, se mogoče bi mi ti preden to javno daš, mogoče bi mi pa lahko enkrat omenil, pa bi rekel, ti Tomaž, lej, tistakrat si me pa hotel nategniti, pa ni bilo najbolj pošteno. Pa bi jaz svoje argumente povedal, ti svoje. No, zato, ker pač si zdaj pa ti tle to temo odprl, moram pa tudi jaz na te in še ene stvari replicirati, ne. Zdaj, največja neumnost, ki si povedal v tem videu, je ta, ki si rekel, da bi jaz mogel skrivati to, ker sem v knjigi napisal, da sem pretepil svojo punco. Jaz se čudim, da človek z tako visokimi moralnimi načeli in s tako poštenostjo, kakor praviš, da jo imaš, da mi svetuješ, da bi to zamolčal in posledično, da bi v knjigi opisal samo lepe stvari, tam, ko izpadem frajer, te grde stvari, ki sem jih naredil, pa da zamolčim. To si res zgrešil še pa še in lej, jaz ti lahko povem, da verjeten toliko pohval za mojo knjigo dobim tudi zato, ker je vse iskreno napisano. Nikjer ni niti mal olepšana stvar. Niti spuščenega ni nič. In ljudje ravno to cenijo, ker sem odkrit. Ker večinoma ljudi knjigo napiše tako, da opiše samo lepe stvari, če piše svojo biografijo, tiste grde, ki jih je sam naredil, jih pa zamolči ali jih pa ulepša oziroma naredi koga drugega krivga. Jaz, čeprav mi očitaš, da nimam
moralnih vrednot, oziroma kako ti že praviš, da nimam, malo drugače praviš, ne vem. Sem pa vse napisal tako, kot je bilo res. In ljudje ravno zato cenijo mojo knjigo in dosti ljudi mi je to tudi napisali, da vsa čast mi, da sem vse napisal tako, kot je. In ja, če ljudje berejo samo eno zgodbo v tej knjigi, ne, če bodo šli prebrati samo to, kako sem jaz punco pretepil, ne, bojo mogoče rekli, da sem pokvarjen. Če bojo pa celo knjigo prebrali, mi pa do zdaj ni rekel še nobeden, si pa ti to ta prvi. Ti si ta drugi, ki je skritiziral mojo knjigo, ta prvi pa, ki si mi zameril neke stvari, ne. Čeprav, tudi če boste šli sem ta poglavje prebrati, kako sem punco pretepil, ne vem, če boste kakšno zamero do mene gojili, ker sem na koncu povedal, da sem to narobe naredil, da to nikamor ne pele, in svetujem bralcem, da naj ne bojo tako neumni, kakor sem bil jaz, da so to naredili, da bi to naredili, in da ženske tepejo slabiči in si naj tega ne dovolijo nikoli. Pač sem pa to naredil in nisem tudi edini, žal, tako je. In ja, najbolj je problem tudi, da ljudje pol te stvari, ker hočejo pozabiti, nikoli ne priznajo in tako naprej. Ampak glejte, jaz nisem tak, tako da je to. Velika neumnost, ki si je tudi rekel, je ta, da sem jaz to punco pretepil, zato ker imam zamero do mame, ker sem imel mlajšega brata in mi je brat ukradel pozornost mame in zato imam jaz sovraštvo do žensk. Lej, jaz sicer vem, da obstaja zavedno in nezavedno in da se nezavedenega ne zavedamo in zagotovo se tudi jaz veliko stvari ne zavedam in možno, da bi tudi bilo nekaj malega na tem, ampak jaz sem bil zmeraj mamin ljubljenček. To je v družini veljalo, da ima mama mene na raj, tako da težko bi mu jaz zamero do mame, ker je imela raj brata. Pa lej, tudi če rečemo, da se jaz tukaj motim. Lejte, zdaj pa vi meni, moji dragi gledalci, povejte mnenje. Veste, zakaj sem jaz to punco pretepil? Ta punca je bila moja punca in smo se enkrat v avtu pelali v eno diskoteko in spred sem jaz sedel, zraven moj brat, zadaj pa moja punca, pa še en moj znanc, pa še ena punca. In ta moja punca se s tem mojim znancem zalizala in seveda jeza pri meni, sramota, ponižanje. Seveda, ego sem mu visok in vejte, 10krat manj hudo bi bilo, če bi se moja punca tam z enemu dol dala, nekje, ki ne bi noben od mojih prijateljev pa znancev tu vedel. To me je pa prizadelo fejst in ker imam visok ego, ja, se je pol tu zgodilo, ne. Čeprav sem to takoj nisem nič rekel, ne, ni bilo to tako, da sem zdaj skar ustavil, pa tebi se začel. Mi smo v diskoteko šli, pol vsi, jaz sem jo odjel in sem eno drugo osvajal, celo njeno znanko in pol je ona do mene prišla, ne je domov pelem. Jaz sem rekel, ne bom te pelal, sem rekel, kaj če me s tebe voziti, ne, užaljen, naprav, če sem me pripelal, me bo še domov pelal. Ampak meni to seveda ni bilo treba dvakrat reči, ker sem hotel to z njo razčičiti, zakaj si mi tu naredila, ne? Ja, in pol je prišlo do tega,
In ena največjih napak, ki sem jih naredil v življenju. In Roman, ti zdaj meni pa povej, če bi vsi moški, tudi tisti, ki nimajo zamere do mame, če bi rekel, dober je, v redu, nič ne bi ženski naredil. Le, jaz imam znanca, ne prijatelja, ki je mu podobno situacijo in je podobno odreagiral, ne. Ampak pri njemu ni mogla biti kriva mama, ker jo je ukradil njegov brat, namreč ta oseba je bil edinc. Pa potem še en primer poznam, ki se je tudi podobno naredil, ne. Ta človek pa je mu brata, samo je mu starejšega brata, tako da je kveče on mamo ukromo, ne. Tako da tole je malo lari-fari, mogoče v kakšnih primerih velja, v temule zagotovo, ne. Glej, jaz bi ti čisto verjel, če bi ti rekel, da sem jo pač pretepil zato, ker sem egoist, ker sem narcis, ker, ja, priznam, take sramote, karkoli drugega bi lažje preživel kot to, ne. Tako da, mogoče sem malo narcisa, ampak nikoli na račun drugega, ne. Zdaj, narcis si lahko tudi, da si samo ti, ne, in pol drugi okoli tebe trpijo. Jaz zaradi mene, glejte, jaz sebe postavljam na prvo mesto, zato, ker sem se to iz knjig naučil. V knjigah tu piše, da moraš sebe postaviti na prvo mesto. Ampak jaz sem dodal nikoli na račun drugega, ne. Tako da, ne bom jaz sebe postavil na prvo mesto, pa ne bom nekaj naredil, da bom frej, bo zato mogel pa en drug narediti. Ne, tega pri meni ne boste doživeli. Se pa postavim na prvo mesto, sem to že povedal, rečemo v Namibiji, ko smo bili z Zvonetom Šerugatom, je imela ena punca rojsten dan in smo se zmenili, da ji bomo po polnoči čestitali, ker po polnoči bo imela rojsten dan. In jaz sem bil že ob 9 zvečer ful zaspan, pa sem rekel, bom počakal, ker zgleda. Pa ko sem bil pa ful zaspan, sem si pa rekel, pa dober, jaz sem zaspan, za koga bi se zdaj jaz tlele matral, grem jaz raj spat, ker je čisto isto sranje, če jaz jutr iz srca čestitam in želim vse najboljš. In sem šel spat in sem tako naredil in s tem nisem nobenega nič prikrajšal. Nisem se pa tam brez veze matral, sem zato, kaj bojo drugi rekli, če bom jaz pačal, ne. Tako jaz postavljam sebe na prvo mesto. Ker včasih bi počakal, bi rekel, ne, moram, pa če mi bi bil zaznort, ali pa ne vem, zdaj tudi, ne vem, če sem nekje v družbi, po noč, pa ratam zaspan, pa se mi ne da več, rečem, jaz grem. Pa že, da ostan še malo. Ne bom ustal, lejte, ne vem, zakaj me silite, zato ker meni, če bi bilo tle dober, mislim, dober, se lahko da je dober, sam jaz sem zmatran, bi jaz tle še sam od sebe ustal. Zdaj pa vi mene silite, da bom jaz slabe vole, pa na ure gledal, ko me je čakal, bom čez pol ure šel, da bo bolj. Tako je, zdaj sem mačkam zafilozofiral, pustimo tu. Tako da, Roman, mislim, da ta tvoja teorija ne drži, seveda je pa tudi tvoje področje in tle ne bom jaz govoril, pa hotel kaj pameten izpast, ne. Glej, sem hotel povedati, da
težko, da bi mi brat mama ukral. Pa hotel sem povedati, da imam znanca, ki je tudi punco pretepil, pa je bil edinc, ki mu ni moglo brat mame ukrast, pa tako naprej. In tudi pol vse ostalo, ki si razlagal, da je moja mama kriva, da sem tako delal s puncem. Ne vem. Mislim, zelo dober si, če ti si me tako analiziral, ki si 50 do 100 strani moje knjige prebral, ne? Mogoče bi mogel celo. Lej, jaz mislim, da sem bil do punc žleht, kar sem res bil, priznam, da sem bil zato, ker so se ženske oziroma punce delale norca z mene. To si lahko vse preberete v tej moji knjigi. Sem opisoval že, kako so se v osnovni šoli ženske delale norce z mano in v srednji, in potem ta prva punca me pustila, pa lejte, nobenega zdaj ne krivim, da je on ki kriv, pač zmeraj lahko enega krivga narediš. Jaz sem tudi do sebe zelo strog in jaz karkoli mi gre narobe v življenju, si rečem, jaz sem kriv in v končni fazi sem res kriv, jaz. Ne vem, če bi jaz tamle od zunaj stal, pa bi meteorit mene na glavo pol, tu pa res nisem sam kriv. Še Bog ne dej, še če se bi po avtocest pelal, pa bi en v kontrastran šel, pa se vame zaletel, bi mogoče bil malo kriv, če bi šel bolj počas, če bi bil bolj pozoren in tako naprej. Ko sem v prvo prometno nesrečo, pa nisem bil jaz čisto nič kriv, en pijan se je vame zaletel in je oče rekel, da sem jaz kriv. Oziroma, da sem tudi jaz kriv. Da, če bi mu morda malo potrobil prej, bi on odvil, da lahko bi se bolj na pločnik umaknil, pa se nisem, in je mu prav. Tako da nočem nobenega krivga delati, ne. Tudi sam nisem bil ista pravega testa, nisem prav razmišljal, pač ne vem zakaj, če bi takrat kakšno knjigo več prebral, bi mogoče kaj drugače razmišljal, čeprav takrat jih iz tega področja niti še ni bilo nekih pametnih knjig, bile so v angleškem jeziku, v slovenskem, pa ne, tako da je to. No, pol mi tudi skozi govoriš, da ne vem, da si car, če ženska pride do tebe, da pač jaz sem bil budala z vsem tem osvajanjem žensk, ne. Lej, Roman, jaz ti moram po pravici povedati, da nisem bil tak car, da bi ženske do mene hodile tako, kot zgleda, da so do tebe. Niti nisem bil lep tako, jaz sem ženske lovil na taktiko. Te taktike moje imate upisane v moji knjigi in te taktike so delovale. In jaz sem imel vse najlepše punce tlele v okolici malo kjerajo šla in še kakšne druge, iz kje druge. In, lejte, nisem jih na lepoto dobival. Tako da, ta moje osvajanje je bilo kar okej. Rekel si, da sem bil butelj, ker sem se s punco, ker sem jo zapel v diskoteki, sem se že po pol ure zalizal. Roman, jaz ne vem, si so približno istih let. Dobro, mačkan si starejši, ampak ne velik. A v tvojih časih ni bil cilj
vsakega moškega, ki gre v diskoteko, da dobi eno punco in ja, seveda, če bo zato, se bo zalizal z njo. Sicer je bilo kar težko do tega prideti, ampak tako je bilo. Jaz nisem imel v svoji družbi nikoli nobenega, ki bi se z lepo punco lahko poljubil, pa bi rekel, ne bom se, ker te sam pol ure poznam. Jaz ga ne poznam. Dragi gledalci, povejte vi, če kakšnega tacga poznate. Tako da pol praviš, da sem butelj, ker sem naredil diskoteko zato, da bom lažji, da bom bolj interesanten za ženske. Ja, sej okoli mladih fantov, pa ne samo mladih fantov, tudi malo starejših fantov in moških. Saj se večinoma vseh vrti vse okoli žensk. Zakaj smo bili 18 let stari, zakaj smo vsi hoteli čim prej izpit za avto narediti? Ja, zato, da boš kakšno punco kampelal. Zakaj smo vsi hoteli imeti čim boljši avto? Glejte, pri 18-ih, pa tudi zdaj ne, se mi ni šlo zato, da se bom jaz udobno in varno pelal. Ampak se mi šlo izključno zato, da bom pred puncem frajer, da bom lažje kjero dubu. In ne, tu nisem bil samo jaz tak, vse, ki poznam, so bili taki. Pač jaz sem vsem malo bolj srečo, da sem bil malo bolj z bogate družine in sem si lahko malo boljši avto kupil. Vsi so imeli pa željo, tu pogovori so bili, kako bom boljši avto kupil. Tu smo vsi fantje zmeraj sanjali, kako bomo boljši avto kupili. In ta zadeva je tu delovala. Mislim, se tu še zdaj deluje. Se vidite, ne vem, imate kje stare dece, ki niso najbolj privlačni, tako kot jaz ne, pa mislim še starejše, pa ima avto hud, pa mlado lepotico zraven. Ja, zakaj jo je dobil? Dobro, verjamem, da ima tudi še kakšne druge pluse, ampak ta porebil pa avto. No, zdaj tudi človek, če ima avto za 200 jurjev, ne, to pomeni, da ni en butelj, ker je mogel teh 200 jurjev zaslužiti, oziroma tudi, če ga je na leasing vzel, je mogel imeti 50 jurjev, da je pologa dal, pa je mogel dati še 10 jurjev za zavarovanje, ker pač tak avto moraš kasko zavarovati, pa če je dosti 10 jurjev, pa ko gume koštajo samo zimske, pa take zadeve, ne. Tako da tudi, ne, ko se nekdo pripelje ful dragem avtom, ne, tudi žensko avtomatsko vidi. Roman bi rekel podzavestno, da pač ta je sposoben, ne. Tako da meni se to čist normalno zdi. Mislim, da sem v enem članku ali pa knjige, ali pa v knjigi prebral in mislim, ne me za besedo držati, da je bila avtorica Ana Jud, to je novinarka. Jaz sem se enkrat z njo celo dubil pred 20 letem, ko sem dal oglas, da iščem nekoga za sopotnika, da bi šel z avtom, s kombijom do Indije, in se je ona javila in sva se dobila v tistem lokalu pred Pop TV-jem. Mislim, sem pol v njeni knjigi prebral, pa v enem članku, ki je bila ona, in je pisalo, ne, da vse se vrti, pri moških se vrti vse okoli denarja pa seksa, ne, žensk pa denarja. Pol je bilo pa še nekako kao, da je ona dodala pa še okoli mamil. To okoli mamil nisem nikoli zastopal, ampak pri moških se res zelo veliko stvari vrti okoli žensk, ne.
In ejte tudi kakšen mal starejši moški mojih let, ki mu gre dober v podjetništvo, ima denar, si tudi za to kup avto, pa malo potihoma, avto ful drag, pa malo potihoma upa, da bi pa mogoče dobil kakšno mlado ljubico, ne. Ker to ne bo noben priznal, posebno tisti, ne, ki so poročeni, ampak tako je to, ne. Dajte, koliko podjetnikov poznam, ki so delali sicer ko budale in tudi nič se niso znoreli, dobili ženo, v redu ženo, polkem je pa ratalo, pa so malo boljše avte dobili, so si pa ljubico mislili in pol so se tudi zaljubili in ločili od žene in tu, ampak ta prav kurbir ne gre nikoli od žene, ne. Ma ljubice, ampak žena je pa na prvem mestu. In vsi, ki so to naredili, so šli na slabš. Ampak to sploh nima veze s tem. Hočem samo reči, da se okoli tega vrti in jaz sem tudi na ogromno intervjujih, podcastih, kjer sem bil gost, so me vprašali, kako sem se za diskoteko odločil. Pa je bil zmeraj moj odgovor, ja, kaj mislite, zakaj? Pa so vsi vedeli, ja, zaradi punc. Ja, zaradi punc. Ampak, ja, sem pa res eden redkih, ki to po pravici pove. Tako da, Roman, tu se mi čist nič ne zdi čudenega, da sem diskoteko naredil zaradi žensk. Pol tudi to si se spotaknil, da je knjiga literarno skropucalo ali nekaj podobnega in si rekel, da sem noter napisal, da sem žensko prijel za spolni organ. In da bi mogel reči, da sem prijel za muco ali ne vem kaj. Mislim, pa kje, kam si tukaj detalje šel, lepo te prosim, ne. Imaš pa prav glede tega, da se mi je zdelo malo nepošteno, ko so punce meni lagale, meni se pa ni zdelo čisto nič pošteno, ko sem jaz puncam lagal. To imaš čisto prav, ne? Kar se osvajanja tiče žensk, pa to, ne, pa po mojem mnenju in mojih izkušnjah nimaš prav. Večkrat si videl menu, kako bi te bilo sram, če bi bili tvoji sinovi taki, kot jaz. Veš, le bi te samo upozoril, da zarečenega kruha se veliko poje, ali pa se ti naredi glih tisto, kar si najmanj želiš, ne. Tako da jaz bi na tvojih takih izjavah bi jaz bil previden, jaz nikoli kaj tacga ne rečem. Lej, nikoli ne veš, morda bo tvoj sin naredil kdaj kaj hujšega, kot sem jaz naredil, ko sem to punco pretepil. Tako da to so stvari, ki se ni zadelati pametnega. Saj jaz se ne, no, tako da. No, po me pa tudi zelo presenetilo, ko omenjaš, da knjigo prodajam za mastne denarje. Lejte, jaz tole knjigo, ki je povečan format, to je malo večji format, kakor normalen, ne. Lejte, to je moja ta prva knjiga in lejte, ne, koliko je to manjši format, mislim manjši, je, ne. Trde platnice ima, lejte, trde platnice, 556 strani. In jo prodajam za 29 evrov, pa še poštnina je za ston.
če ti je tu predrago taka knjiga, ne vem. Omenjaš, da ti jo pa prodajaš za 20 evrov, pa je noče noben kupiti. Ja, lej, sem tvojo knjigo sem jaz kupil, se veš, in jo nimam tu, ki sem jo iskal, da bi jo pokazal, ampak sem se pol spomnil, da sem jo sodelavki posodil, ki mi jo pa najbrž ni nazaj prinesla. Tvoja knjiga mislim, da je isti format kot ta, ne bom trdil. Lej, po mojem, da je vsaj pol lažja kakor moja, ne? Tako da, če tako gledamo, je tvoja knjiga dražja kot moja. Ne pa praviš, mastno prodajam ljudem mojo knjigo. Pa bo tudi jaz lahko rekel, da ti svojo knjigo mastno prodajaš ljudem. Za mastne denarje, no. Lahko bi tudi rekel, da ti tvojo predstavo, na kateri sem bil, ljudem prodajaš za mastne denarje. Vstopnina je 20 evrov, za tisto urco pa pol bi lahko kdo rekel, da to ni tako uredno. Nisem jaz tega rekel, da ni uredno. Jaz, kakor sem rekel, sem na tej predstavi tudi bil in jo moram po pravici pohvaliti, zanimiva, dobra. Ko si bil ti iskren z mojo knjigo, bom tudi jaz tle iskren. Ta tvoja soigralka Rastura, ne, tako da ona je res carica in bom rekel, da je igra taka, ki je, gre bolj nej zasluge kot tebi, oziroma ti si se verjetno pa vse tu spomnil, scenarij napisal in tako naprej, tako da grejo obema zasluge, ne. Samo lej, sem prepričan, da to kdo reče, da je 20 evrov predrago. Moj pogled sicer na cene in na vse je tak, da vsak lahko za svojo stvar, ki jo prodaja, ki jo proizvaja, ki nudi neko storitev, lahko da ceno kukrče visoko. Mi imamo pa pravico, a bomo to kupili ali ne bomo kupili. Tako da, če bi dal ti 100 evrov ceno za svojo predstavo ali pa za svojo knjigo, ti jaz nimam kaj očitati, da ti to mastno prodajaš, ker imam pravico reči ne. Bom šel na drugo predstavo. Ta predstava ni življenjskega pomena. Ja, komu bi lahko rekel, da mastno prodaje, ne vem, če bi bila vojna, pa bi mu na zalogi moko, pa bi pol kruh fejs mastno prodajal. Tu bi lahko rekel, da je družbeno nesprejemljivo, ampak glej, tu je pa čisto sen, kakšno ceno kdo da. Ker imaš ti pravico reči, ne bom kupil, grem drugem kupiti in tudi druge zadeve, ne. Očitaš mi tudi všečke, da prosim ljudi za všečke, pa pa tretne. Ja, to res delam. Ti pa ljudi prosiš za donacije. Mislim, se, da ne bo kaj narobe, ti lahko vsem. Ti čisto lahko prosiš za donacije, ne. Ampak zakaj jaz ne bi smel za všečke? In ne prosim za všečke zato, da se bom jaz boljš počutil, ker bo več všečkov. Jaz prosim za všečke zato, ker pač, če en video, če ga nekdo všečka, to je signal YouTubovemu algoritmu, da je nekomu ta video všeč in zato bo ta video, če bo veliko teh všečkov pokazal večjem ljudem.
Je pa tu si tudi samo gotovo, da je s tem videi in z vsem velik dela, pa nobenih prihodkov, tu si že parkrat omenil, ne, je pa če tule že delam, jaz si pa se želim, da nekaj ljudi pogleda, ne. Tako da ne vidim nič tako zelo sporenega, če nekoga prosim za všečke, ne. Tako da tle ne vidim in tudi nič ne vidim narobe, da ti za donacije prosiš, pač ja, lej, sej imaš dobre vsebine, sej jaz jih spremljam že 5 let sigurno. In ja, z večinoma stvari, kar poveš, se strinjam, seveda se tudi z nekaj stvarmi ne strinjam, ne. In ja, tako je to, ne. Mi je bilo pa to, ja, grdo, da si rekel, da ljudem mojo knjigo mastno prodajam, ne. Nekdo bi tudi lahko rekel, da ti svoje terapije mastno ljudem prodajaš. Sigurno je komu bila predraga. Tako da, tvoja terapija, tako da, tu bi se znalo debatirati, ne. Lej, ko znaš druge dobro analizirati, a si pa sebe kdaj analiziral, zakaj imaš tako hudo zamero do bogatih pa uspešnih? Jaz se spomnim na zadnjem podcastu, kako te je ven vrglo, ko sem te vprašal, zakaj si levičar. Sem bil prav presenečen. Vse tu tisti gledalci, ki ste gledali ta podcast, boste videli, ne. Sem mislil, da je bil trenuten izbruh, da si to pozabil, ampak si mogel v tem videu to meni, da sem te vprašal. In ti, Roman, imaš neko hudo zamero do bogatih in uspešnih. Ne vem sicer zakaj, tu zbolj ti strokovnjak, ampak jaz sem že večkrat rekel in tu se upam trditi, če si ti komu navošljiv, bolj uspešnem, bolj bogatem, ne moreš biti srečen v življenju. Ker ne veliko denarja, tisti drži, ki pravijo, da veliko denarja tudi nesrečo prinaša. Nesrečo ne prinaša pa več odgovornosti. Skrb, kaj s tistim denarjem, ponavadi ga v neki posel vložiš, da imaš pol še več dela, tako da tisti, ki je privatnik ali pa ki je kdaj bil privatnik, točno ve, o čem govorim. Tisti, ki pa niste bili, vas pa tudi razumem, ker verjetno, če jaz ne bi bil, tudi jaz ne bi tu zastopil, ne. Tudi družim se veliko s podjetniki in ko slišim njihove zgodbe, žalostne, koliko delajo, koliko imajo skrbi, koliko imajo sranja, se ti kar malo zasmilijo. Seveda govorimo tu o takih podjetnikih, 5 in večkrat večji, kakor sem jaz, ne. Ki imajo zaposlenih, ne vem, 20, 30, 50, 100, 200, 500, ne. Tu si sužen tega posla. In te ljudje so ponavadi manj na dopustu, kakor pa tisti, ki hodi v narekovajih v navadno službo, tako da jaz dostikrat rečem, da ni razloga biti tem ljudem nevoščljiv, ne. Tako da ti, Roman, imaš sigurno neko zamero do teh uspešnih in bogatih ljudi. Motijo te razlike, si rekel. Ja, lej, jaz sicer sem podjetnik, bom rekel, srednje uspešen.
Pa, veste, po denarju me pa zagotovo šiša vsak krovc, vodovodar in taki, ki imajo, ne vem, bom rekel, 5 zaposlenih, ne. In poznam take ljudi, ki so začeli z nula, ne. In jaz bi jim lahko zdaj bil navoščljiv. Pa še tudi, da so me prehiteli, jaz sem v tak dober štart od staršev. A nisem nič navoščljiv. In lej, ne moramo biti vsi isti. Lej, tudi ne bi bilo pravično, da bi bili vsi isti in da ne bi bilo razlik. Lej, že tu, ko sem jaz hodil v srednjo šolo, jaz se nisem nič učil, eni so se pa pridno učili. In bi bilo zdaj prav, da imam jaz in oni isto. Ne, ni prav, če mene vprašaš, oni morajo imeti več. In lej, imam zelo uspešne sošolce. Mnogo bolj kot jaz. In so si to zaslužili. In ne bom nikoli govoril, da bi mogli biti pa oni isti kot jaz. Ne, oni so se učili, jaz sem se pa zajebaval. In živimo v takem času, ko je šolanje brezplačno, ko je znanje veliko redno in da nas lahko vsak nekam pride. Tako da, ne vem, pol najbolj, da še ukinimo olimpijske igre, pa tekmovanja, pa vse, ne. Zdaj, zakaj je Nika Prevc boljša od drugih? Bodimo vsi enaki. Tudi, če bi imeli vsi moški enako plačo, enaki avto, bi bil problem, ker bi mu en lepšo žensko, en pa malo manj lepo. Tako da to, kar se enakosti tiče, to je trapasta debata. In to nas je tudi mati narava, je vse skupaj poskrbela, da takuje, da tekmujemo med sabo, zato smo prišli, kamor smo prišli, zato lahko vi tale moj video gledate na YouTubeu. Če pa ne bi bilo tega tekmovanja, pa skozi strmenje k boljšem, bi pa še zmeraj v jamah živeli. Zato so ljudje na severu ponavadi veliko bolj razviti, kakor mi tle nekje, bom rekel, na sred. Seveda smo pa mi bolj kot oni na ekvatorju, ker tam, če si ti se rodil nekje v Afriki, ki si sam roko stegnil, pa si banano dobil, pa si jo pojel, pa ne sam banano, še kakšen drug sadež, ne, pa ni bilo treba, če si odzun spal, ni bilo problem, ker je bilo zmeraj toplo. Logično, da si se manj razvijal, kakor pa en tam na Norveškem, na severu, ki se je mogel pripraviti zalogo hrane za zimo, mogel si je prebavališče narediti in vse tako naprej. Enega poznam, ne mara bogatih, uspešnih, ker mu je en žensko nategnil, po domače povedano. Si ti, Roman, tudi bolj domače govoriš, tako da sem tudi jaz to povedal, ne. Po domače. Upam, da ni pri tebi kaj tacga, no, da ni ta zamera zaradi tega, ne. Praviš, da je moja knjiga pol kurca mrzle vode vredna. A hkrati priznaš, da tvojo knjigo pa noben ne kupuje, čeprav je cenejša. In verjeten misliš, da je tudi boljša, ne? In se celo malo norca delaš z mojega prijatelja Aleša Lisca, ti ga omenjaš Lisjak. Aleš Lisac je marketinški strokovnjak.
na katerega sem seminarje hodil in sem tudi za njega na njegovih seminarjih predaval in sem se tudi veliko od njega naučil. Je bil neke vrste moj mentor. Ti se malo norca z njemu delaš, iz njega delaš, ampak lej, morda bi ga mogel pa tudi ti obiskati, da bi kakšno knjigo več prodal, ne? Tako da bod kritičen do sebe, tako kot sem jaz. Pa se vprašaj, zakaj moji ljudje? Zakaj ljudje ne kupujejo mojo knjigo, ki je dobra, od unga butazga Tomaža Gorca, neizobraženega, ki ima sam gradbeno šolo, pa še vaški postebnež je pa že 600 knjig prodal. V dobre pol leta. Ker ti to knjigo že malo dlje prodajaš, ker mislim, da sem jo jaz že 4 leta nazaj kupil, ali koliko je bilo, ne vem točno. Nimam glih občutka za čas, ker tako hiter mine, ne, tako da tega ti ni bilo treba reči. Ne vem, zakaj sem mogel reči, ne. Mislim, ta video si začel še nekako normalno govoriti. Pa so te pa čustva prepravile. Si pa jezen, ratval, pa jezen, ratval, ne, tako da se pa kar malo stopnevalo vse skup, ne. In jaz sem tle tudi videl, ne, jaz sem temu zavredil možakarja. Si sem rekel, ejte, tu bojo vsi gledalci lahko potrdili. Dajte gledalci, prosim, potrdite, če mislite, da je res. Kako sem jaz zmeraj Romana zagovarjal. Saj tu greste lahko pogledati komentarje na te dva podcasta, ki sem jih objavil, ki sem jih imel z Romanom Vodebom, pa da ne govorim pol v Facebook objavah in tako naprej, ne. Tako da ne vem, če pač nisem, da ne boš narobe zastopil, sem zdaj pričakoval, da boš ti pohvalil mojo knjigo. Pa gled, ti si me kar malo žalil. In se pravim, zato me boli, ker sem temu zavred možakarja. Sem mislil, da sva nekako, mislim, una prijatla. Pač, to ne pomeni, da se videl vsak dan ali pa ne vem. Ampak, lej, spoštujem jaz tebe, ti mene in to je tu in takmu. Ne greš take stvari reči. Mislim, lej, jaz tudi nobenemu ne bom šel reči, da je njegova knjiga kurca, mrzle vode, uredna. Še posebej ne, če se dobro prodaja. In 600 prodanih knjig ni tako slabo. Lejte, pa to je šele začetek. Jaz sem jih dal 2000 naprintati. In v roku 2 letih bom sigurno teh 2000 prodal. Lejte, kar se tiče promocije, lahko še mrzke naredim. Sem malo len bil, ne samo len, tu časa nisem imel. Tako da nisem še rekel zadnje besede. Sem tudi človek, ki nikoli ne obupa, tako da ni šans, da ne prodal teh 2000 knjig. To je pa že zelo, zelo lepa številka za Slovenijo. Drugače v Sloveniji se povprečno proda 300 knjig. Se pravi, jaz sem še enkrat več jih prodal, kakor je povprečje. Pa lejte, jih še zmeraj prodajam. In ni dneva, skoraj ni dneva, da ne bi dobil pohvale. Ko sem rekel za to knjigo, sem dobil vsaj 100 pohval. Romanova graje so zdaj 2, Romanova je 2. Ampak kakšne pohvale jaz tu dobivam? Ne morate verjeti. Pa tudi od kakšnih ljudi. Veste, to... Tako da boste rekli, da sem samo všečen,
preveč samozavesten. Ampak jaz upam trditi, da je dobra knjiga. Upam trditi. Nikoli nisem rekel, da noter boste najdeli neko literarno vrednost. Boste pa najdeli fantastične zgodbe, s katerih se lahko tudi veliko naučite. In to mi je napisalo ful veliko ljudi. Mislim, da je bilo sredo en fan do mene prišel. Pa je pač prosil, če se lahko dobiva. Teh prošenj imam zelo veliko ljudi se želi z mano dobiti. Žal je tega zdaj tukaj, da večinoma vse zavračam. Razen tiste, ki so mojo knjigo kupili. Tisti, ki so pa mojo knjigo kupili, seveda si povzamem za njih čas. In s tem tudi spoznam zanimive ljudi. S tem fandom sva sedela skupaj več kot 4 ure. In ne gledam tudi, da sem jaz njemu podaril 4 ure mojega cajta. Čeprav on je rabil neke nasvete od mene. Ampak je bil pogovor zelo prijeten in mi ni tudi minute žal, da sem z njemu sedel. In je zelo pošten fant. Sem vesel, da sem ga spoznal. Tako da, če ti tole gledaš, je točno tako, kot sem povedal. In nikoli tudi ne veš, kaj iz tazga znanstva rata, ne. Mogoče bo dobra prijatelja ratala, ne veš koga. Tako da no, in tudi ta fant, mislim, je zelo pohvalil mojo knjigo. Čeprav je povedal, da ni celo prebral, ker nima cajt brati in tudi ni nikoli bralc bil, da je pa, zdaj, če bom to povedal, pol niti komentarja ne hotel napisati, da je knjigo pa predvsem kupil zaradi nasvetov za osvajanje in je tudi zelo pohvalil to. Tako da imela sva fantastično debato. No, tako da na vse te, zakaj me ne more noben prepričati, da je moja knjiga slaba. Zato, ker je teh pohval preprosto preveč. In tisti, ki me malo bolj resno spremljate, ki je moja knjiga vam prišla, sem bil je zelo previden s tem, kako jo hvalim. Jo nisem veliko hvalil. Začel sem jo hvaliti šele takrat, ko sem dobil pohvale. Pa ko sem videl, kdo knjigo naroča. Pa kdo je pol prebral, pa tako naprej. Tako da Roman dvojni magister si, ne. Glej. Mogoče tudi, če se ti ne zdi ta knjiga teh 29 evrov vredna, bi tudi lahko lepš povedal, ker pol kurca mrzle vode, ne. Če bi mu kakšno spoštovanje do mene, ampak ga nimaš čist nič, ne. Jaz sem tudi ugotovil, ne, da jaz sem tebi najbrž od nekdaj šel na živce in dostikrat sem se jaz pohvalil, da hitro ljudi pogruntam. Še celo pred kratkim sem vam povedal, da mi je en prijatelj rekel: Tomaž, ti si znal zmeraj ljudi hitro pogruntati, jaz sem tu pa šele čez pol leta. Tle zgleda, da sem se malo zmotil. Ampak ne zato. V svoji knjigi sem tudi napisal poglavje: bodite pripravljeni, da vas bodo ljudje razočarali. Tako da jaz bi bil samo razočaran fejs, če bi me mama zaja. Tu bi bil pa res razočaran, ne? Ker
je ona edina oseba, ki 100% verjamem. Ne. Niti očetu ne 100%, niti bratu, niti sestri. Tako da, tak je to življenje. In prej, ko to veš, boljše. No, glede tega vaškega posebneža, ki si ga tukaj omenil, ne. Elona Muska ima tudi za posebneža. Ne vem, si se če za vaškega, ampak za posebneža. Lej, pa je kar daleč prišel. Seveda ti ga verjetno ne maraš, ker je bogat pa uspešen, ampak prišel pa je nekam. No, najhujša je pa ta, ki si rekel, da sem te hotel nategniti. Ne, da sem te hotel, ampak se mi ti nisi dal. Da sem jaz hotel zaslužiti na račun tvoje predstave. No, to pa moram gledalcem razložiti, ker ne, tako, kot si ti povedal, je kar zgledalo, da sem ti hotel iz žepa narokrast, ne. Evo, pa bom povedal, kako je bilo. In ker je tu že, mislim, 4-5 let nazaj, sem tudi mail najdel od tega tvojega menedžerja. Ta tvoj menedžer mi je pisal, da ker imam veliko število sledilcev, če bi jaz lahko oglaševal tvojo predstavo in tudi napisal je, kakšna bi bila cena, ne. Jaz sem dal ponudbo, ki se mi zdi zelo poštena, rekel sem pa, da seveda lahko delam promocijo za 30% provizijo. Se pravi, jaz bi od karte dobil, če bi karto prodal, bi dobil 30% provizijo. Tebi se verjetno to čist preveč zdi. Ampak, lej, karta je bila 15 evrov, če imam prav v spominu, ali pa 12. In če je bila 12 evrov, je 30% 4 evre. Če bi 100 kart prodal, bi 400 evrov jaz zaslužil, pa ved, da je to kar nekaj dela. Zdaj, tudi povedal sem, da drugače ne delam na provizijo, ne? Da pač, če neko reklamo, jaz povem, kaj za določen znesek naredim in mi to oni plačajo, ne glede na to, koliko bo prodano, ne. Zdaj, če daš ti na televizijo reklamo, ne vem, bi jaz dal na televizijo reklamo za mojo knjigo, bi se zmenili, da to košta 5000 evrov, pol na koncu bi jaz pa sam 3 knjige prodal, ne. Bi pa rekel, tunem na televiziji, lejte, sem 3 knjige sem prodal, ne bom vam jaz plačal. Ja, ne gre tako. Ali pa če hočete v časopisu reklamo. Oni povejo, ena stran košta tuk in to je to. Jaz sem šel pa tuk na roke, da sem rekel, da delam na provizijo, kar je zelo pošteno. No, mislim, ne vem, zdaj razen, če si ti mislil, da bi ti jaz iz kakšnega razloga mogel tu zastonj delati. Ampak, lej, zdaj nazadnje sem ti z veseljem zastonj naredil promocijo, zato ker cenim tu, da so dvakrat, da si pripravljen bil vzeti čas, da sva podcast posnela, ta prvič sem sicer res k tebi prišel, ta drugi si tih meni prišel, si se tudi mogel pripeljati, sem cajt si mogel vzeti, čeprav verjetno si najbrž tudi zato prišel, ker si tudi sam malo reklamo nucov, ne, ker
posledično več je, ker si sam omenjal, koliko veliko gledov sta imela te dva podcasta in verjeten so te tako začeli eni ljudje slediti in verjeten je kdo šel na to tvojo predstavo tudi zaradi tega, ker te je ta prvič pri meni videl, pa je šel pol tebe slediti na YouTube, Facebook in tako naprej in se mu bil všeč in pol je prišel na tvojo predstavo, ne. Lej, takrat se ni do, takrat se pa midva niti nisva še videla, niti nič. In ne vem, zakaj bi ti zastonj delal, ne, tudi, verjetno tudi ti me ne bi, ne. Pa tu ne govorimo, da je tu, ne vem, 1 uro dela, to je veliko več dela, ne, pa tudi, jaz sem tle v mislih, sicer dobro, to nisem tvojem menedžerju pisal, sem tudi v mislih uporabiti plačljivo Facebook oglaševanje, ne. Ker ki bi me spet nekaj koštalo, nazaj bi mogel dobiti pa s tem 30%. In meni se zdi 30% provizija za neki tako zadevo, kot je karta za predstavo, ki košta, ne vem, 12 ali pa 15 evrov, se mi zdi to zelo majhna provizija, ne. Zdaj ne vem, če bi jaz prodajal okna pa vrata za bajte, ki košta, ne vem, 20 jurjev za 1 bajto, ja, tam ne more biti provizije 30%, ker pa bi tu sedel. Tam je lepa provizija že od 3 do 5%, ne. In evo, lej, Roman, če hočeš ti prodajati tole mojo knjigo, ali pa kdorkoli drug, mu z veseljem dam 40% provizije. Z veseljem. In Roman, ti imaš tudi knjige in če si jo dal v distribucijo, se pravi firmi, ki jo je naprej prodajala, so ti 50% vzeli. Jaz sem to dal in sem mi vzeli 50%, to mojo knjigo tudi v knjigarnah kupite. In sem mogel dati 50% in meni se zdi to popolnoma normalno. Ne vem, zgleda, da se na te stvari glih najbolj ne spoznaš, tako da, če sem jaz tebe tle kaj hotel nategniti, ne vem, pol, tudi kelnarca me ne nategne, ker grem na kavo, pa mi je zaračuna, tako da, ta je bila pa taka še najbolj podla, ne. Pa še tu bi ti rad povedal, zdi se mi, da si ti tudi tisto, kar si knjige prebral, ne, tam meni si rekel, da si prebral, mislim, tam si v sporočilu si mi napisal, da si prebral 50 strani, v videu si rekel 50 do 100 strani, ampak vem, da tudi to, kar si prebral, si zelo slabo površno prebral. Rekel si, da sem to punco toliko pretepil, da je skoraj umrla. To niti približno ni res. Ampak šli se pa čisto drugačne. Jaz sem to punco pač dobila je par klafut, kar močnih, sigurno niso bile prijetne, imela je modrice, bilo je pa daleč od tega, da je umrla. Ker zdaj, če ti praviš, da je skoraj umrla, ja, tu si pa ljudje pa res predstavljajo, da sem pa res ena budala velika, ki sem žensko skoraj ubil, ne. Pol si tam rekel, da sem šel z eno v avto, ki je bila že prej strem. Tu si tudi zamešal. Jaz sem tapuri šel z njo. Jaz sem šel res z eno v avto, ampak saj kakor vem, sem jaz bil ta prvi, pa so pol še 3 za menoj bili. Ampak to zdaj ne govorim, zato da sem jaz ta prvi, hočem sem povedati, kako slabo si mojo knjigo prebral. Še tisto, kar si prebral, ne. Pa še nekaj si slabo prebral. Ali pa ne razumel. Tu sicer, ki bom zdaj povedal, ne, ker
sem pošten, bom pošteno povedal, bi bilo bolj, da je tako, kakor si ti povedal v videu, ampak niti približno ni bilo tako. Rekel si, koliko me je pekla vest, ko sem to punco pretepil. Pa me ni pekla vest. Mi je bilo pa fejžal, ko sem jo pretepil. Predvsem zato, ker sem sam iz sebe butla naredil in se ponižal. Pa to ne pomeni, da zdaj mislim, da je ta punca to zaslužila. Mislim, tako se ne rešuje te zadeve. To sem tudi jasno v knjigi napisal, ne. Ampak veš, tudi tu si se narobe predstavljal. Tako da imam občutek, da si to zelo, zelo površno vse prebral, še tisto, kar si. Mogoče tudi, če bi celo knjigo prebral, bi bil mnenje drugačen, ampak lej. Jo ni treba brati, da ne boš mislil, no, da to pričakujem od tebe. Kakor sem že rekel, nobenemu, ki sem knjigo podaril, nisem rekel ti, ki sem jo podaril, jo pa mora zdaj prebrati. Oziroma, ne samo si reči, to niti ne moreš, ampak tudi nisem pokazal, celo še zmeraj sem ponovadi rekel, lej, tle vam ti ali vam, odvisno, sem človeka vikal ti, ko sem rekel, evo, tle vam podarim mojo knjigo, to pač te, ki pride k meni na podcast in podarim. Mal napeljem na to, da naj si kazali pogledajo in če jih bo kazalo prepričal, da grejo brati, jo bom pač vesel, če bojo prebrali, če pa ne bojo, pa tudi ne bom nič zameral. Verjetno boš rekel, evo ga, kako je užaljen, ko sem mu resnico povedal, ne. Nikakor. Sem vesel, da si točno tako, kakor si podal to svoje mnenje. Ker sem pač videl, koliko je ura pri najinem odnosu, ne. In jaz sem zmeraj vesel, da vidim, na čem sem, ne. Bolj bi bil razočaran, če bi mi ti knjigo skritiziral na lep, kulturen način, ne. Ker pol bi tudi tvojo kritiko bolj resno vzel, ne. Tako pa prav trudil se biti čim bolj nesramen, ne, in lej take kritike ne morem resno vzeti, pa lahko ti, pa tudi drugi rečete, da sem preveč samozavesten, da ne prenašam kritike. Ne. Zdaj je pozitivni proti negativnem komentarju 100:2, tako da dokler, tudi če bo sam 30%, tudi če bi sam 30% ljudi rekel, da je moja knjiga dobra, bi bil še zmeraj zadovoljen. Če bi po 98 rekel, da je slaba, 2 pa da je dobra, ajde, tle bi si pa lahko rekel ti, majster, zgleda, da si ti tole pa res slabo napisal, ne. Take stvari mi tudi zagon dajo, tako da bom še pisal knjige,
In še boste slišali o meni in o mojih knjigah. Tako da, to je to. Sem pa razočaran, to sem pa res, ne, ker sem te narobe ocenil, no. Zdaj, če misliš, da sem užaljen, naj ti povem, da težko bom kdaj tako užaljen, kakor si bil ti po tistem intervjuju s Klemenom Selakovičem, ki si 2 meseca jokal, nisem mogel preboleti, tudi še na mojem podcastu, ki so ga največ posneli na 2 meseca po tistem, si tudi to mogel omeniti. To je to, kar sem hotel povedati. Bil sem malo daljši, kot sem mislil. A še zanimivo to, ne, na tem tvojem videu, koliko ljudi napisalo, prav si mu povedal, ne, tudi je moja knjiga uredna pol kurca mrzle vode, ne. In ljudje so so v komentarjih pisali, prav si povedal, so ploskali in tako naprej, ne. Ampak jaz sem prepričan, da v teh ljudi ni noben te knjige prebral, moje. Kako je pol tukaj prepričan? Pač tako je to. Hvala vsem, ki ste tole do konca gledali. Zelo bom vesel, če boste napisali kakšen komentar, kaj si vi mislite o vsem tem. Tisti, ki ste knjigo prebrali, napišite mnenje. Zdaj, verjetno se bo spet najdu, ki jo ni prebral, pa bo napisal, da je prebral, pa da je pol kurca vredna, ne. Tisti, ki jo boste skritizirali, ne, tudi če nimate na YouTubeu imena pa priimka, ne, dajte napisati pol svoj ime pa priimek, če imate jajca, ne. Pa bom tudi jaz videl, a ste jo kupili ali jo niste, oziroma napišite, če ste se v knjižnici sposodili, ne. Sem da ne pol tako, ne, da ki je mojo knjigo kritiziral, pa sem rekel, se nisi prebral, pa rekel sem jo v knjižnici si sposodil, sem rekel, v kateri knjižnici, in je povedal knjižnico, in tista knjižnica pa sploh moje knjige ni imela, ne, tako da vse sorte je. Neč, smo že predolgi, tako da napišite komentar, lejte, se vem, da bojo dobri in slabi, neč zato, lejte, imam dostikrat, zelo velikrat imam za reševati veliko bolj hujše probleme, kot je tole. Tako da zaradi tega se res ne bom sekiral, no, tako da imam dosti drugih stvari. Hvala, adijo.